Živijo, tukaj Valentin. Danes je 14. februar, torej Valentinovo. In ker mi je Valentin, bom pač dal en Valentinov nasvet za zaljubljence. Pa nisem kvalificiran za dajanje nasvetov samo zato, ker mi je ime Valentin, ampak ker dejansko imam za sabo že 40 let življenjskih izkušenj in ker sem tudi že 15 let proučeval psihologijo in duhovnost. Imel sem tudi psihološko ordinacijo oziroma sem dajal življenjske coaching nasvete za ljudi. Torej, nekaj pa le vem, ne? Kaj lahko torej povem, svetujem zaljubljencem? Zaljubljenost je lep občutek, ki nas vznemiri, ampak žal čez nekaj časa tudi mine. Lahko mi verjamete ali pa ne, ampak vsi boste to izkusili. Če se odločamo za partnerstvo na osnovi zaljubljenosti, vstopamo v partnerstvo iz neosveščenih podzavestnih vzorcev, nekih prepričanj, nekega pomanjkanja določenih kvalitet, ki jih projiciramo na drugo osebo. Kajti, če se v nekoga zaljubimo, potem definiramo tisto osebo kot nosilca tistih kvalitet, ki smo jih prepoznali v sebi, kot da nam manjkajo. Posledica tega je, da se te osebe začnemo oklepati in odganjati tekmece. Zaljubljenost je torej povezana z strahom pred izgubo. In seveda zaradi občutkov, ki se nam porajajo, ko smo v bližini zaljubljene osebe, tudi ne vidimo osebo v celoti, ne vidimo vseh njenih podrobnosti, ampak vidimo samo našo predstavo o tem, kako želimo, da ta oseba je. Sčasoma, čez nekaj mesecev ali let, ko se te energije razpustijo, ko minejo, pa seveda začnejo prihajati na površje druge stvari, ki so bile vedno del te osebe, v katero smo se sprva zaljubili, ampak potem, ko nismo več zaslepljeni za temi energijami ljubezni, potem šele vidimo to resničnost. In seveda odnos ni nekaj, kar bi funkcioniral kar sam od sebe. Zato, da dva ostaneta v partnerstvu, je potrebno kar trdo delo. Potrebno se je pogovarjati, prilagajati in usklajevati. Bolj, ko zaljubljenca ali partnerja mislita, da vesta, kaj drugi pričakuje od njega, bolj ko sta tiho, bolj postane odnos težaven in potem pride do neke točke, ko odnos razpade. Zato je pomembno, da se o vseh stvareh odkrito in natančno pogovarja, da se naredi nek načrt skupne življenjske poti in da se definira vse podrobnosti. Za koga bo mogoče to malce preveč tako tehnično, ampak dejansko to je potrebno, če se hoče zagotoviti dolg in trden partnerski odnos. Vsekakor pa je priporočljivo, da vsak od partnerjev dela na preobrazbi lastnih miselnih vzorcev. Kajti partnerstvo je neka preizkušnja, ko drug drugemu partnerja reflektirata lastne miselne vzorce. In partnerstvo je torej nek pripomoček za hitrejšo in učinkovitejšo osebno rast. Koristno je prepoznavati, katere od naših prepričanj so nerealna
kdaj smo jih sprejeli in zakaj. In da se usklajujemo z nekimi realnimi prepričanji oziroma definicijami, ki so usklajena z univerzalno fizično realnostjo. Kajti, če živimo po nekih idealih, po nekih verovanjih, potem ne moremo sprejeti realnosti tako, kot je v tem trenutku, ampak ustvarjamo notranji čustveni konflikt. Kot pomoč za to, da bi bila partnerska veza čim bolj dolgotrajna, trdna in uspešna, priporočam, da vsak od partnerjev najprej naredi brezplačni spletni tečaj DIP Lite. Potem, ali pa tudi tako že na začetku, pa za vsak par priporočam spletni tečaj Agreements Redefining Relationships. To je odličen tečaj za medsebojni odnos. In pa na voljo so vam tudi vrhunski audio posnetki za razumevanje čustev, spolnosti, masturbiranja iz spletne strani IQAF. To so serije z imenom Shocking Secrets of Masturbation, What is Sex in Relationship Success Support. Povezave do vseh teh serij najdete v opisu tega videoposnetka. Zato vas vabim, da tisti zaljubljenci, ki želite ostati v trdni partnerski vezi z sedanjo partnerko, da preprečite določene podzavestne dejavnike, ki bodo sicer zagotovo pripeljali do razdora te veze, da izkoristite te dragocene informacije, ki so vam na voljo, audio posnetke, video posnetke in spletne tečaje, da boste lahko živeli v trajni, trdni vezi, v obojestranskem zadovoljstvu. Hvala za posluh in Valentin vam želi srečno življenje. Čao!